Lepo pozdravljeni. Ja, tako je. V bistvu gospod Tomc je bil tajnik pred leti, ampak nekako se mi zdi lepo in pomembno njemu v spomin mogoče samo nekaj besed. Tudi zato, no, ker je bil gospod Tomc in njegova žena, gospa Antonija, sta bila ena prvih čebelarjev, v bistvu, ki sem jih spoznala na svoji poti vstopanja v čebelarski svet, v spoznavanje čebelarjev iz drugih društev, iz Slovenije, tudi v smislu na kakšnem izletu s Čebelarsko zvezo Slovenije. Bila sta oba zelo prijazna, najbolj se me je dotaknil njegov bas. Bil je v komornem zboru Čebelarske zveze Slovenije in je imel izredno lep glas. Ker se vse te stvari, vse te zgodbe začele mnogo preden sem jaz v bistvu se pridružila tem stvarem. V bistvu sem šele naknadno zvedela, da je bil tudi eden ustanovnih članov tega pevskega zbora Čebelarske zveze Slovenije. In da v bistvu potem, ko sem spremljala stvari, sem videla, da je bil v bistvu eden glavnih akterjev pri ogromno enih res takih velikih zgodbah in velikih uspehih slovenskega čebelarstva. In govorimo tukaj o postavljanju Čebelarskega centra Slovenije. Vključil se je v tistem obdobju, ko se je to novo vzpostavljalo, gradilo v to obliko, kakršni poznamo danes, a ne? Se je takrat postopoma to gradilo. Potem bil je zraven pri prvih snovanjih čebelarske šole Antona Janše, pri organizaciji Mednarodnega čebelarskega kongresa Apimondija, ki je bil leta 2003 v Ljubljani. Skratka, veliko nekih takih zelo pomembnih zgodb, ki so ponesle seveda pod vodstvom predsednika Čebelarske Slovenije Boštjana Noča, ki so ponesle v bistvu slovensko čebelarstvo ne samo na nek ugleden nivo v Sloveniji, ampak tudi v širšem svetu. Tako. Lepo, da se spomnimo na človeka, ki je toliko doprinesel k Čebelarski zvezi Slovenije. Nadaljevala bova pa danes z tudi zelo, bi lahko rekel, takšno aktualno temo, in sicer bova govorila o vnetjih lahko tudi rečemo zelo pogostih starostnih težav. Tako je, drži. Mogoče bi za začetek tukaj omenila, no, da je ta tema današnja v bistvu odziv na klic, na povpraševanja, ki sem jih dobila v zadnjem času. Predvsem so te mrzli dnevi in te nihanja temperature, sploh v zimi, se mi zdi še napornejša za vse v tretjem življenjskem obdobju, mogoče bolj kot v ostalih delih leta, no. Predvsem zato, ker je tukaj tudi veliko teh virusnih in ostalih nalezljivih obolenj na pohodu, in potem so vsi te vnetni procesi, ki so že tako nekako stalnica v starejšem obdobju, toliko bolj pridejo do izraza. Tako. Pa bi mogoče sem pripravila na tak način danes, da bi najprej peljali skozi hrano, se pravi, katera hranila, na katere vitamine, še toliko bolj kot na vse ostalo dati pozornost, mogoče, kako si na tak način pomagati, in potem še z apiterapijo v smislu čebeljih pridelkov. Ta vnetja, kot smo slišali, so zelo pogosta, ampak potem ta vnetja, če lahko tako rečemo, prinesejo seboj še druge težave. Ni to vnetje samo na enem koncu telesa. Če se ne posvetimo dovolj tem problemom, lahko izzovemo še druga vnetja. Tako. Katera, Nina, pa bi bila tista najpogostejša vnetja, ki jih opažamo pri starejšem prebivalstvu?
Mislim, da je to vprašanje mogoče majčkeno bolj na mestu za zdravnika, ne toliko za apiterapevta, zato ker se on bolj srečuje dejansko z neko populacijo. Vprašanje pa je, koliko starejših poišče pomoč pri apiterapevtu. Tako da tisto, kar jaz opazim, kar jaz zasledim, se pravi, kar dotika mene, da ljudje poiščejo mojo pomoč, je običajno na področju prebave, se pravi črevesne stvari, mogoče koža, ledvice, take stvari, no, predvsem pa seveda grlo, zgornji del dihal, tako, najbolj na tem. Je pa sedaj res tisti čas, kot si omenila, da smo podvrženi, če lahko rečemo, tem vnetjem vsakodnevno. Veliko je ljudi, ki imajo ravno v tem času tudi veliko težav z vnetji, zato se mi zdi, da bo pogovor o vnetjih, še posebej pri starejših ljudeh, še kako dobrodošlo in da bomo slišali marsikaj zanimivega, kar seveda lahko potem tudi s pridom uporabimo pri odpravljanju teh težav. Tako. Predlagal bi, da si zavrtimo malo glasbe, tako da naredimo krajši premor. Po premoru bodite z nami, nadaljevali bomo z današnjo osrednjo temo o vnetjih. Apiterapevtka Nina svetuje. O vnetju bova govorila v nadaljevanju, Nina, kot pa sva ugotovila že na začetku najnega pogovora, so v bistvu vnetja dnevni proces. Te vneti prepoznamo tako pri dojenčkih, otrocih, mladostnikih, starejših ljudi in veliko se piše o tem, prav gotovo tudi vi pri vašem raziskovanju ugotavljate, da je zelo pomembna prehrana. Absolutno. Da bi morali vedeti, katera hrana povzroča vnetja, katera ne povzroča. Govorila bova tudi o vitaminih, tudi tu smo si različni. Saj vemo, da pravijo, da je za nas za uživanje tista hrana, ki je zrasla tu. Tako, to vsekakor, ja. To je, pač avtohtone rastline so tiste, ki našemu zdravju najbolje koristijo. To vsekakor drži. Kar se tiče prehrane, seveda, no, začnemo mogoče za splošno resnico. Zdrav način prehranjevanja je tisti, ki reši oziroma prepreči marsikatero tegobo, ki bi jo mogoče lahko zaobšli. Kar se tiče pa samega vnetja, seveda so pomembna vsa hranila, ki jih potrebujemo. To moram povedati takoj na začetku, ampak bi kljub temu v bistvu izpostavila nekatere snovi. Poudarek bi dala na vitaminu B3 in B6, zato ker sta zelo aktivna pri regeneraciji poškodovanih živčnih celic, skratka pri samem regeneracijskem procesu v organizmu, ki se dogaja. Najdemo ju v medu čebeljem, v matičnem mlečku, cvetnem prahu, potem oreščki, se pravi arašidi, kvas, jajca, jetra, ledvičke, pšenični kalčki, lahko si pomagamo s sojnimi, če ni drugih, mogoče melona, zelje, sploh zdaj v zimskem času, ko je najbolj naravno kakšno kislo zelje mogoče, ki je še ogromno vitamina C, ki je tudi neprecenljiv v tem kontekstu. Mogoče kakšne suhe slive pomagajo, pa kakšni fermentirani izdelki. Potem B8, poznan tudi kot inizitol, je zelo kvaliteten vitamin tudi v smislu obnavljanja celic. Tudi tega najdemo v bistvu v raznih oreščkih in citrusih,
kvasu, pa tudi v polnozrnatem kruhu, in skratka v semenih, no, in banani. Tako da, če se ta hranila nekako umesti v jedilnik, je zelo priporočljivo. Še posebej takrat, ko se mogoče vnetna stanja poslabšajo, pa da si pomagamo tudi, da jedilnik nekako prilagodimo temu, kar telo potrebuje. Mogoče bi izpostavila ob tej točki še to, da nekatere obolenja, mogoče bolezni, izključujejo določena hranila in to je seveda ob tem treba upoštevati. Na srečo je za vsak vitamin, za vsak mineral je več virov, tako da zagotovo se da na naraven način nekako pridobiti recimo C-vitamin, konkretno med, propolis, granatno jabolko, kivi, cvetača, paprika, mango, jetra, brokoli, brstični ohrovt, skratka paradižnik, melona, zelena, listnata zelenjava, nekaj od tega skoraj zagotovo se najde za vsakogar. Ne pozabimo na vitamin D, ki je zelo pomemben, ki najdemo tega tudi sploh zdaj, no, v lososu, tuni, mleku, mlečnih izdelkah, ribe nasploh. Vsi že komaj čakamo več sonca tudi, no. Absolutni kralj za preprečevanje oksidativnega stresa, pa vemo že zaradi kozmetičnih promocijskih objav, je pa vitamin E. Vitamin E je pa res tisti, ki v bistvu njegova prednost je v tem, da oskrbuje celice s kisikom, da lažje potekajo te presnovni procesi, celično dihanje, ki ohranjajo tkiva na tisti kako se reče, v tisti formi, no, da lažje preprečujejo ali vsaj upočasnjujejo oksidativni stres. Nahaja se pa, kar se tiče hrane, ker kreme ne bomo jedli, najdemo pa vitamin E v cvetnem prahu, v matičnem mlečku, tudi v propolisu, veliko ga je v listnati zelenjavi, v celjem zrnih, se pravi neoluščeno zrnje, v rastlinskih oljih, brstični ohrovt, špinača, pa tudi jajca in oreščki. Najboljši viri so pa kalčki, tako da če kdaj komu zadišijo kalčki kot mikrozelenjava, zelo priporočljivo je posegati po njih, telo sporoča, da potrebuje prav tisto, kar ga ohranja čim bolj mladostnega in v takem se reče, pomladitvenem stanju, kolikor je to mogoče. In še njemu v bok bi podala pa flavonoide, se pravi vitamin P, ki je pa zelo učinkovit tudi na našem duševnem nivoju, se pravi glede razpoloženja. Ima veliko moč, se pravi tudi glede našega hormonskega ravnovesja. Poleg tega pa, če ga imamo dovolj, pomaga absorpcijo vitamina C, da lahko v bistvu tudi na tak način bolje izkoristimo tisto, kar telo prejme vase. Najdemo pa tega v medu, v cvetnem prahu, propolisu, tudi v vosku, ajdi, se pravi ajdova kaša zelo priporočljiva tukaj, limona, jagodičevje na splošno, grozdje, tudi grozdni sok je priporočljiv, marelice, češnje, sliva, šipek. Bi pa mogoče izpostavila, ker voska ne bomo jedli, da se zato priporoča potlej v poletnem času, ko je zato aktivno, je to eden od razlogov, da vsi te čebelji pridelki, ki sem jih navedla, so v obliki aerosolov, se pravi mikro eteričnih, se pravi vdihljivih, no, oblikah, tudi v inhalaciji iz čebeljega panja. Tako da je to priporočljiva stvar, ki tudi pomaga pri preprečevanju ali pa upočasnjevanju oksidativnega stresa. Zelo priporočljivo. Potem so pa še minerali v bistvu, no, ki bi jih pa malo bolj izpostavila, so pa baker, mangan, pa kalcij. S tem, da pri kalciju je treba zelo izpostaviti, no, da velikrat lahko prihaja do kakšnih zapletov, sploh v 3. življenjskem obdobju, če ni pravo ravnovesje z vitaminom D, pa kalcijom,
pa kalcijem, pa fosforjem, v glavnem to je ta sveta trojica, ki mora biti v pravnem ravnovesju, ker sicer lahko dosežemo nehote tudi kontraučinek. No, v bistvu, da so potli, da niso dovolj trdne kosti oziroma da hitreje slabijo in tako naprej. Tako da tudi tukaj so poleg ostalih hran, kjer so spet oreščki, žita, zelenjava, ribe, so seveda tudi med in matični mleček, dragoceni viri in pa cvetni prah. Tudi za mangan in baker, ki sploh, še posebej mangan je zelo močen pri obrambi pred oksidacijskim stresom. V bistvu tudi vsi te minerali, ki sem jih naštela, vključno s kromom, nekako tudi pomagajo, da se manj tvorijo kakšne tvorbe tkiv, se pravi za preprečevanje kakšnih tumorjev, no, za uravnoteženo s prehrano. O hrani torej smo povedali kar veliko, upam, da ste si marsikaj od povedanega tudi zapomnili kot naravno podporo pri blaženju vnetnih stanj z hrano. Mi bomo ponovno zavrteli nekaj glasbe in pa seveda tisto, kar je najbolj glavno tudi naše oddaje, spregovorili o apiterapevtski podpori pri vnetnih stanjih. Apiterapevtka Nina svetuje. Danes je osrednja tema pogovora z Nino apiterapevtske pomoči vnetja. Da. Veliko smo slišali o tem, o vnetjih, potem tudi naravna podpora s hrano pri vnetjih. Seveda se bomo za konec najnega klepeta dotaknili tudi apiterapevtsko podporo pri vnetjih, kar nekaj sredstev poznamo in lepo prosim, Nina. Ja, hvala lepa. Mogoče bi za vse, ki bi jih zanimalo kaj več, izpostavila še, da sem vse prejšnje podatke v bistvu glede hrane, pa pomoči glede jedilnika v zvezi z vnetjem pridobila iz knjige Apipedagogika in apiterapija za otroke. Tam je tudi ta prehranski vidik, tako da tam je vedno to na voljo, da se pogleda in si pomaga pri samem strukturiranju jedilnika. Kar se pa apiterapevtskih receptov tiče, imam pa pred seboj knjigo Uporaba propolisa, ki je pa napisal gospod Vlado Pušnik. Tako da v tej knjigi jo tudi priporočam. Je pa kar precej stvari. Mogoče bi se za začetek lotila vnetja prostate, ki vem, da je ena pogostejših. Tu bi samo na kratko, absolutni kralj je cvetni prah. Redno uživanje cvetnega prahu in to je to, no, v kombinaciji z sadjem in medom, občasno tudi propolisom. Mogoče, kar se samih vnetij tkiv tiče, no, je fino, da se uporablja enega ali pa več čebeljih pridelkov. Zagotovo začnemo z medom. Priporočljiv je najbolj, odvisno za katero področje gre. Če gre za zgornja dihala, za neko lokalno vnetje, je odličen cvetlični med. Za kakšne druge stvari, kjer je antibiotični učinek toliko pomembnejši, se priporoča kostanjev med. Skratka, pomembno je, no, na kateri del in zakaj ciljamo. V vsakem primeru, no, pa če se gre za neko kožno zadevo, je pa mogoče najbolj fino vseeno se poslužiti kar kostanja. Se pravi kostanjen med, kjer ga nanesemo na vneti predel, kar v debelem sloju, pokrijemo in z zavojem sterilne tkanine in pustimo in potem naslednji dan to oblogo zamenjamo. Med tukaj v bistvu učinkuje tako, da ustavlja razvoj vnetnih procesov, pomaga pri celjenju, pa tudi pri izcejanju. Se pravi, da vse, kar se izteka iz rane, med potegne nase in ob tem tudi učinkuje razkuževalno.
in pa seveda pospeši regeneracijo tkiva, no. Odlično je, če temu kombiniramo tudi uporabo propolisa. Lahko tukaj na mestu predvsem čisti propolis, se pravi tak, kot ga dobimo iz spanja. Običajno ga lahko apiterapevti oblikujejo v eno tako kot pogačico, ki se ga jo lahko uporablja in se jo tudi vstavlja neposredno na poškodovani del kože. Kjer je to mogoče, se pa lahko tudi uporablja kakšno zdravilno mazilo, v bistvu. Propolis in lanolin. To smo že, mislim, da v prejšnji oddaji tudi povedali recept, da se uporablja kot takšno mazilo. Potem mogoče še, kar se tiče bolj konkretnih ekcemov, no, to so zelo neprijetne, običajno srbeče in pa precej suhe situacije na koži. Običajno zelo moti in iritira, no, in tam sta med in propolis skupaj odlična podpora za premagovanje teh, da si pomagamo, no, pri tem. Prav tako, da enostavno nanesemo, hkrati ga pa tudi uživajmo. Se pravi, uživamo 60 do 100 gramov medu dnevno, 3-krat na dan, enakomerne obroke lepo. Propolis pa tudi lahko tudi v obliki tinkture vmešamo v med in za namazati na kožo neposredno. Kar se tiče pa uživanja, pa lahko dodamo recimo 20 do 40 kapljic v kozarec mlačne vode, malo hladnejše, bolj kot tople, dodamo še tisti med in popijemo. In to je v bistvu dobro, da vzdržujemo to do izboljšanja. No. Pa še, če gremo še na ledvice. Na ledvičnem predelu, no, je pa tudi zelo učinkovito lahko, v bistvu, da si nekako pomagamo z cvetličnim medom in pa vodno ali pa alkoholno emulzijo ali pa tinkturo od propolisa v bistvu, no. Si moramo vzeti čas za to, kar kakšen mesec do 2, res bi rekla rajš do polnih 2 mesecev, kjer se gre pretežno za uživanje. Se pravi, jemlje se 100 gramov medu dnevno v 4 enake obroke, raztopljeno v topli vodi. V kozarec z raztopljenim medom dodamo 20 do 40 kapljic 30% ekstrakta propolisa, to pomeni, da je močnejši kot tisti, ki se običajno prodaja v trgovinah. Dobite ga pa pri apiterapevtih. In se jemlje to eno žličko 4-krat dnevno pred jedjo. Predlagam kot ponavadi, da se v bistvu uživa ta pripravek še nekaj časa po izboljšanju, ne samo do izboljšanja, zaradi tega, da se v bistvu tudi najprej se vrnemo v optimalno stanje in potem še okrepimo za naprej, no. Tako nekako. Ponovno priporočam kombinacijo z sluzjo, ki jo dobimo iz ovsenih kosmičev. To je pa potem še dodatna notranja terapija, ki smo jo povedali, mislim, da tudi ravno prejšnjič, kjer da se zavre ovsene kosmiče in se temu doda. Se pravi, da namesto navadne vode uporabimo ovseno vodo, ki ji dodamo propolis in med in je zelo čudovita in kvalitetna krepčilna podpora tako za ledvice kot za mehur. Nasploh sta v vseh teh vnetnih procesih, no, nekako med in propolis največja akterja, in pa matični mleček, no, tam, kjer se v bistvu skuša tudi nekako ohranjati oziroma dajati dodatno podporo še hormonskemu ravnovesju, no, da se tudi na ta del nekako. Zdaj, če gremo pa še na sprednji del, se pravi še na prebavo, na razna vnetja v prebavnem traktu,
je prav tako priporočljivo med v dnevnem odmerku od 100 do 120 gramov in to spet razdelimo na 3 obroke, najbolje pred jedjo. Najbolj se priporoča ponovno kostanjev med. Je uporaben tudi žajbljo, pa tega v Sloveniji malce težje dobimo. Se pa lahko jedilno eterično olje žajblja mogoče temu doda, ker obstajajo eterična olja, ki so tudi primerna za uživanje in se v malih količinah kapljico 2 primeša medu. Ali pa lahko dodamo, pač kombiniramo tudi z žajbljevim čajem. Zdaj, vsakokratni odmerek medu se raztopi, se pravi, v kozarcu tople vode ali žajbljevega čaja in se popije 1 do 2 uri pred jedjo. Zdaj tako, zdravljenje potem, oziroma pač apiterapevtska podpora bomo rekli, po tem postopku traja od 20 do 30 dni, bi pa jaz tukaj opozorila, da to žajbelj ni primerno za neprestano uživanje 20 do 30 dni. Žajbelj je izredno močna zdravilna rastlina z zelo močnim učinkovanjem, tako da če se bi vključilo tukaj žajbelj, ga je treba po najkasneje nekaj dneh ukiniti in stvar uporabljati potem z vodo naprej. In potem mogoče čez čas spet ponovno vključiti žajbelj. Zdaj, če se mogoče ni še povsem dokončno izboljšalo stanje po 1 mesecu, se pravi po 30 dneh, je priporočljivo, da se po kakšnem mesecu, ko še damo telesu možnost, da vzpostavlja svoj sistem, po potrebi ponovimo to. Tukaj bi izpostavila še to, da je za prebavni sistem izredno učinkovit tudi cvetni prah. Zelo protivnetno in blagodejno učinkuje in dovaja energijo dodatno. In še ta vidik, ki ga je treba vedno poudariti, vsakič, ko si pomagamo z elementi apiterapije, je potrebno zagotoviti malce več tekočine oziroma večje količine popite vode, zato ker čebelji pridelki sprožijo procese v telesu in zato potrebujejo vodo. Pa še res je, bi še kaj dodala ali bomo počasi sklenili tale najin klepet. Vedno zanimiv, seveda čas pa je tisti, ki nas ponavadi ustavi in marsi kater odgovor ali pa vprašanje prenesemo v naslednjo oddajo. To bi bilo vse. Nini, prav lepa hvala za obisk našega studia, vam lepa hvala za pozornost. Ob oddaji Apiterapija bomo ponovno skupaj 1. četrtek v mesecu marcu. Tako je, hvala lepa. Prvem pomladnem mesecu. Lepo se imejte do takrat. Hvala, tudi vi, srečno. Apiterapevtka Nina svetuje.